Okej, dobri ljudje, lepo pozdravljeni v oddaji Skečoholiki! Skečoholiki so oddaja, kjer štirje komiki govorimo neumnosti in gledamo in snemamo skeče. Z nami danes Jernej Celec, Aleš Novak, Gašper Belgant in jaz sem Saša Stare. Zdaj, komiki načeloma situacije vidimo malo drugače kot drugi ljudje. Ne nujno boljš, oziroma definitivno ne boljš, ampak samo malo drugače. Ampak za kakšne fore, za kakšne fore besede niso dosti in takrat potem nastanejo skeči. Tako da danes si bomo gledali par naših skečev. Zdaj, v vsaki oddaji bo drug napovedoval, tako kot jaz zdajle, hvala Bogu, ker to je ful en velik pritisk. Ta prva stvar, ki sem se hotel pomeniti, ko smo se pripravljali sem na snemanje, smo se stavili na bencinski in a je še kdo opazil, da bencinske niso več samo za točiti bencin. Včasih je bilo to, včasih je bila bencinska, veš, pač bencin, pa žvečilni, čiki, pa poriči. Pač pornici so bili od prav zgodovine naprej na bencinski. Zdaj pa to ni, zdaj pa bencinska je sam še ena normalna trgovina, ki slučajno točijo bencin. Ej, stari, vse imaš. Sadje in zelenjava, si videl, sadje in zelenjava. Ja. Kdo kupuje papriko na bencinsko? Pet po papriko, kam? Na bencinsko, a veš, mislim. Maybe zelenjavari, pa prodajajo pa na svojih štantih. Zakaj pa zelenjavari nimajo benzina, a veš? Eto bi te jagode, pa 2 deci dizla, a veš? Mislim, spotoma je, bencinske so spotoma. Rabaš lulat, se ostavaš tam, samo moraš plačati zdaj moraš plačati za lulat, ne. Ful zanimiv. Moraš plačati, da natočeš in da odtočeš. So niso benzinske edine, ko to delajo, da neki drugega tržijo. Ste opazili za lekarne, recimo, lekarne ti zdaj začnejo decembra, ti pošljejo v katalog kao podarila tudi v lekarno. Jaz sem leto pa pol starega otroka doma, komu naj za božič namesto čokolade dajem tablete, kao. Ostali otroci bo odpirali, kao, jaz sem dobil avto, kao, jaz smede, kao, jaz pa antidepresiva. Ampak najprej bo ful razočaran, potem jih povzame. V redu je. No in pač to nam je šlo malo na žice in naslednji skeč govori ravno o tem, o bencinskih. Jaz sem ji rekel, če nimaš denarja za plačati, spizdi. Samo. Zdravo. Ene ist rdeče, prosim. Seveda. Evo. A je bilo kaj goriva? Ne, Kaj pa plina? Kaj eni tega ne ločijo? tudi ne. Kaj pa tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla? Je še dovolj? Ja, je dovolj, ja. Kaj pa olje? Ste kaj preverjali zadnje čase? Ne, ampak... Ampak bi mogli, ne? Saj veste, kaj pravijo. Olje je kri vsakega avtomobila. Ok, bom preveril doma. Odlično. Ker olje imamo v akciji samo še danes in jutri. A bi kaj sladkega? Ne, plačam cigarete in grem. Razumem. Kaj za popit mogoče? A vi mene zajebavate? Gospod, jaz samo vprašam. Plačam, to je to. Seveda. Gotovina ali kartica? Gotovina. A našo kartico imate? Ne? Zbirate mogoče naše nalepke, ki lahko dobite ponov? Pa takle, ej. Brez vprašanj, jaz bi rad sem plačal, šel, okej? Koliko sem dolžen? 3,40 €. Red je, Hvala. to je to. Brez vprašanj. Grem, okej? Gospod, mogoče bi vas zanimali. Imamo tale set za čiščenje pištole. Koliko ga pa imate? 32 €. Pa 17, če imate našo kartico. Moram biti član kluba? Ja.
si od člante. Pa daj mi eno čokoladico. No. Se lahko dihaš. Sorry za pištolo, samo... Sorry, da to se tukaj zgodi skoraj vsak teden. Ja, vsi komiki imamo še eno službo, to je moja. Ja, jaz sem malo bolj bajsak. Ne. Ej. Vi. Mislim, ful je zanimivo zaradi tega, ker ko si malo drugačen od drugih, vidiš, da te drugače zajema. Recimo, to zdaj povem, jaz ne jem veliko. Jaz ne jem veliko, ampak stereotip je, da debeli ljudje jejo veliko. Vejo tudi veliko, če mene vprašate. Ne o kalorijah. Se pa izmenila. Ampak ja, stereotipi malo se zaznamujejo, pa to včasih ni najbolj fair, ne? Tu smo predvsem mi dva deležna stereotipov, kar se tega tiče. Jaz zato, ker sem Prekmurec, ker če si Prekmurec, vsakič, ko nekoga spoznaš na novo in on zve, da si Prekmurec, ti reče, daj povej nekaj po vaše, da se bomo malo smejali. Povej, kako se reče vilci. Reč. Ne. Daj reč, no. Ok, Rošuško. Kaj je to? Kaj je to? Tiho. Ne, drugi, je pa res, jaz lahko potrdim, Sašo je res deležen stereotipov. Če res to, kdorkoli od vas suhih ljudi gre v trgovino, pa kup, ne vem, par čipsov, par čokolad, par kol, pa gre na blagajno, bo blagajničarka to pogledala, pa rekla, nekdo ima očitno zabavo za rojsten dan. A veš, če grem jaz kupati te iste stvari, par čipsov, par čokolad, pa par kol, bo blagajničarka to pogledala, pa si bo mislila, lej ga bajsa, vse to bo sam pojedel. A veš, sem prav, zakaj obsojaš, veš? Ampak to je tako, to moj stereotip je tak neškodljiv, ne škod ničemur razen moji samozavesti. Ampak so pa eni stereotipi, ki pa lahko dejansko področja kaj več škode. No, o tem govori naslednji skeč, tako da. Naprej. Tistega večera, ko so vas oropali, so naši dečki našli enega sumljivega. Jaz mislim, da imam pravega človeka. Samo še prepoznati ga morate. Se spomnite, kako je izgledal, ne? Ja, se spomnim, ja. Bil je tak malo močnejše postave, pa kratki rjavi lasje, malo skodran, brada. Malo je bil tak Seth Rogen. Ok, super. Naj osumljenci prosim stopijo. Če prepoznate človeka, ki vas je Evropo, kar povejte. Ja, številka 2 je bil. To je on. 100%. Glejte, to moram biti kar ziher. Vi si kar dobro pogledajte. Ja, ziher sem. Številka 2. Številko 5 ste si pogledali? Ja, ni bil on. Številka 2 je bil. To je bilo zvečer, temno je bilo. Mogoče se ne spomnite najboljše. A je možno, da bi bil številka 5? Ne, niti malo mu ni podoben. Številka 2 je bil ziher. Ok. Številka 2, številka 5, prosim, če se zamenjate. Ste še vedno prepričani, da je bil številka 2? Lahko zaključimo? Ne, številka 5 je bil. Glejte, gospa, enkrat rečete številka 2, drugič številka 5. Jaz bi rekel, da ste malo zmedena. Številka 5 je bil, prepričana sem. A niste rekli, da je bil malo močnejše postave? Sem, ja. To ni malo močnejša postava. To je kar fajn močen. Pa dobro, hotela sem biti vljudna. Jaz sem že 10 let policaj in
Če mene vprašate, koga bi dal v zapor, je to številka 2. Pa če ni bil on. A vam povem, kako je ime številki 2? A ni to nezakonito? Zakonito, nezakonito. To so besede. Ime mu je Admir. To ni slovensko. Priimek, še hujši. Pa dober, pol fuzbalske reprezentance ima taka imena, pa vse navijamo za njih. Tisto noč, ko so vas oropali, ste dali opis našemu risarju, a ne? Ja, sem ja. To ta slika. Ja, to je on. To je ta slika. A je možno, da je imel malo manjše čelo, Ne vem, ja, možno je. malo tanjše ustnice? Kaj jaz vem, ja, možno je, lahko da. Je to on? To niti približno ni on. Prav, spomnim se, da je imel en tak žepni nož, rumen žepni nož z neko zvezdico narisano. A kdo tega nima? Pa eno črno jakno z velikimi žepi. Številka 5. Dajte svoj jakno številki 2. A je to ta jakna? To je ta jakna, sem to ni ta človek. Vi rada parkirate na onem pločniku zraven vašega bloka, ne? Kako to veste? Ena kazen za 18. juni, pa še ena za 27. juli, pa še 2 neplačane od zime. Dober, se bom plačala, to sem zdaj res nisem pred denarjem. Glejte, te kazni, to se enostavno izbriše. Zakaj bi pošteni ljudje nastradali, če ni treba? Kaj moram narediti za to, da se izbriše? Nič. Vse vi ste svoje že na začetku povedala. Citiram. Številka 2 je bil. To je on. Ziher sem. Vse ste to rekla, ne? Ja, sem, ampak... Poj pa ni debate. Poj pa samo to podpišete, pa smo zrihtali. Številka 2, ostanite na mestu. Ostali lahko greste. Imamo rešeno. En rob, pa en poskus posilstva. Kakšen poskus posilstva? Nobenega posilstva ni bilo. To mi šenkamo. Zdaj pa gremo na malco. Tam so čevapi. Ni boljše kot čevapi z ajvorom. Pa ena baklavica. Jernej je drugače najbolj miren človek, kar jih poznam, verjeten. Ampak tukaj si pa psihopat. Se tudi edino od nas, ki ima otroke, tako da vemo, da je psihopat. Okay. Jaz sem ful ljubitelj ekstremnih športov. Če sem fair, vsi športi so zame ful ekstremni. Sam so adrenalinski športi so zelo slovenska stvar, ne? Ja, slovenska, ne prekmurska. To dajmo ločeno. Aha, se pravi, niste del Vse to Slovenije. je ločeno. Stari, vi hodite v te vaše gore, pa umirajte tam, mi ne gremo. Ker v Himalaju non-stop Slovenci hodijo se izgubiti, ampak nikoli še nisi slišal, da bi se sredi Himalaja izgubil eden, ki bi se pisal Vejroš. To za me ni šport, da se vi 5 se vas dobi, pa 4 pridejo domov. Jaz to mrem že sam kaj klanc, ni treba, da je gora. Mi smo naslednji skeč govorili o adrenalinskem športu oziroma o bungee jumpingu in mi smo to snemali tle v Kranju na mostu. In naredili smo lepo stopničke, pa imeli smo napis bungee jumping Janez, ne, cena je bila 50 € in ves čas snemanja so se ljudje ustavljali pa hoteli skakati. Veš, smo res problem.
A veš, kako je štrik, smo Slovenci zraven. To je ja, tako da poglejmo si en lušten sketch o bungee jumpingu. Še malo. Čakam, da vidim, kaj bo. Ja, čakaj. Tada! Bungee jumping. A zdajle? Ja. Veš, ko si rekla, da bi, pa sem pol za rojsten dan. Pa jaz se nisem nič pripravila. Ne, se ni panike, to si že pripravila, ne? To je vse, kar rabite. Kako pa je? Ja, pravi, da je dobro, jaz še osebno nisem nikoli bil, ampak je osnovna fizika, dol pa gor. Dol pa gor. Ja, okej. Super, pa kar akcija. Bomo tole te prvo dal, ne? Evo, sam zasučite se. Tako. Ste v redu, super. Koliko ste pa visoki? 169. Koliko me tehtate? 90. Koliko? Tam 60. A tam 60. Veste, mi rabimo vedeti do kile natančno, ker vas hočemo spustiti do gladine, ne, in je treba biti kar točen, da ne rate nevarno, s tem se ni za zajebavati. Ja, 61. 61. 62 za zihar. Za zig, 62. Veš, Ljubica, to moraš prav točno s cifro tak v nulo, ker to imajo pol te štrike, veš, pa... 63, koliko sem rekla? 63. Kaj pa če imamo mi vago, kaj pa če stopite na vago, da smo zihar? Sam, če bo ta stran gledala. Ja, ni problema. 63 pa pol. Super, tako kot ste rekli. No, pa se bom pa kar privezal, kaj pridite sem. Živčna? Ne, se bo, veš sam. Puf! Evo, imamo mi to. To je to. Smo pripravljeni? Ja. Super, pa dajmo. Koliko kil je pa imela po tvojem? Štrik bi naj zdržal 80. Pa zakaj pa ni povedala? Pač babe. A ženskam je fajn, 60 je že debela. Jaz bi bil happy, da bi bil 60, to je bilo the best. To je bilo creepy, da bi ti še jaz. Jaz bom enkrat. Okay. To je bilo več ali manj to. Najlepša hvala, da ste si ogledali našo prvo epizodo Skečoholikov. Super. Tako, se vidimo naslednji petek na Voju, pa še naslednji, pa še naslednji, 13 petkov živite in se vidimo, čau! Pozitivna energija.